Glejte, da gre drugič dol. Pa jaz imam čist primir, jaz nič ne sukam. Da gre gor in da bo šla tretjič dol. Ja, tu je bajanica, rečemo mi slovensko. Iše se pa s tem voda. Ja. Jaz imamo vesele do starine, že od mladih nog. To je še kremen noter, glejte, kamen. In tisti kamen je takle užgal, pa je usekal, da je iskro naredil, pa je pol užgal. To je najstarejša puška na kamen še. Kremenjača mi rečemo. Tele so ji pa zrihtali, da je leh kremena noter hrano. Če se tu se da odpri z Bosne, lejte. To je še imenitna sabla, še malo vse takle noter kamine. Ja. Pa drugače je pa tudi bila čist navadna sabla. Ja. Tu je tudi, ko so v Bosno zasilili pred 100 leti, je mogel jedni v gor prnijeti, da sem jaz pol dobil delga. Francozi tešijo, on ga vasla čez eno barv, pa noče jed. Pol je pa francoski slikar Adolf Žen se je pisal, je to naslikal križa. Zanimiv je pa tole, lejte, ko je en vojak v prvi svetovni vojni noter v flašu naredil. To je vse s pincetom delal, ko je 3-krat noter limal. Ja, tu se vse vidi, kako je to bil, po poklicu prav, da je bil mizar, tista kelnerca, ki je meni pol to prodala. Tle dva sta pa iz dol, tam ko je se sutla, so ideje zajezili v blizu atomskih toplic. Tam sem pa jaz cenit pol hodil gor tiste parcele, ko so šle pol pod vodu. No in tam sem si pol takele napravil, tistega Flarijana, pa tale dva svetnika smo tam pripelel. Ja. No, sedaj pa gremo, no prosim, izvolite, pol pa kar gremo. Mi pravimo bajanica, Slovenci, Nemci pa pravijo Wunschroute. V tisku pa iščejo pa Wunschroutengenger, ko hodi okoli, da išče vodo. No in tako sem jaz prevzel gradnjo ene hiše, ko sem bil gradbeni podjetnik nad Celjem za eno stranko, da bi bil tam zgradil z materialom urediti hišo. Vode pa nikjer ni bilo. Pol sem pa zvedel, da je inženir Talar v Celju, pri železnici je bil, da zna vodo iskati z bajanico, s to palico. No in res šel sem ga poiskal, pa sem ga naprosil, da mi je šel gor, an popoldne, da sva šla skupaj, da mi pokaže, če bo voda gor na bregu. In je res bila voda in sem jaz rekel, no jaz ne v tem veliko že čital, vendar videl še pa nisem, kako to gre, prosim, ne še jaz poskusim, če bom jen kaj kazal. Pa sem res zagrabil palico krepko v roke in šel naprej in mi je ravno, je skoraj bolj šla kot pa njemu. Od tistega cajta jo pa jaz iščem. To je bilo leta 1934, gor nad Celjem. In od tedaj hodijo ljudje po mene iz vseh krajev. Lansko leto sem mogel celo v Vuzenico jeti iskati vodo. Ja, in tako iščem vodo, ampak najdem jo pa posod. Vrba ali pa leskova palica je glih tako dobra. Leskovka ima tudi dva vrha in se lepo vidi in jo lahko fajno v rok drži, da se samo upogiba. Takle tale bom pa spet stil na konc. Tale bom pa takle odrezal, da se bo videl, da se meni v rok palica nič ne suka, ampak jo to sila upogne sama. Takle vidite, da je pa palico mama, da bomo pa takle parela z dvema rokami in zdaj grem tale, da bo pa, vidite, že gre dol palica. Pa jaz jo zelo močno držim v roki, tako da se mi v rokih nič ne suka. Takle zdaj gre pa zopet nazaj gor, čist sama, brez da bi jaz kaj reagiral na palico. Zdaj že gre tretjič dol. To voda niti ni globoka, vidite, ker jaz tudi določim globino vode. Evo Jaka, lepo gledaj, že gre dol. Tako, zdaj je prvič, zdaj bo šlo pa gor nazaj. Takle. Saj niti ni globok ta voda, ker je že dol vleče. Zdaj je že drugič,
nad Laporjem grejo pa vodne žile. In zdaj gre tretjič dol. In zdaj tam, ko je šla prvič, tu je šla tamle nekje. Pa tu, ko je šla tretjič, pa tu zmeren ali z metrom ali pa na korake, pa polovičen tisto razdaljo. In polovica tiste razdalje je pa globina do vode. Glejte, zdaj je tale na tleh, zdaj gre gor in zdaj gre spet dol. Takle, glejte, tale prtetelem je tistele ziv. In zdaj, če jaz tale vam na korake zmerim, je 1, 2, 3, 4, no pa tudi, če je 5 korakov do tale sam, ki je šla tretjič dol. Polovica od tega je 2,5, recimo 2,5 metra, če bi tale kopal, pa bom prišel do vode. No pa kljub temu gre zdaj palca zopet gor, gre zopet čist sama dol, brez da bi jaz kaj vplival na ju. Vplivajo samo tisto elektromagnetni žarki, ko jih človek izžareva. Tisto vplivajo na to palco in palca se sama od sebe pregiblje. To je zdaj sredina in tule se bi mogli kopati. Kjer bi hotel vodo dobiti, mora tale ali kopati ali pa če zabije cev noter, pa bo glih tako prišel do vode. In to niti ni globok. 2 do 3 metre največ je to do vode. Tako sem v Šentlenartu nad Laškem tudi iskal vodo, pa sem našel, pa sem zabil količek, sem rekel, tule bo voda. Pol je pa rekel, da bi mi plačal, sem rekel, vse danes se ne dela, danes jaz tako zastojn grem. No, sem rekel, pa vidite kaj, če imate pa kaj na podstrešje, kakega starega, pa čihar grem pogledat gor na podstrešje. In tam sem našel pol en tak svetilnik, no in mi je pol tisto stil, da sem domov vzel s seboj. No in tako imam zdaj doma v moji zbirki stari. Ja.